Ljudje in ljudje, poslušate jubilejno, veličastno, izjemno 200. epizodo, 17. epizodo, posneto v živo pred vam nevidnim, a še kako živim in živahnim občinstvom. Skratka, z nami so pravi ljudje. To, kar boste morda kdaj slišali v ozadju, ni mehanski smeh, niso plačeni vzkliki omedlevanja, to počnejo resnični ljudje. Torej, veliko je zaposlenih v samokulturi, pač samozaposlenih v kulturi, ampak tudi to so ljudje. Kakorkoli, torej, občinstvo, oglasite se, prosim. Samo za tiste, ki ste tole naslepo vklopili, ker vam je Spotify poiskal najbolj bližjo reč glavam. Kje smo in kaj se dogaja? Dan smo 4. novembra 2024, zbrali smo se v kinogledališču Bežigrad, v kinu v centru mesta in pozornosti, našem stalnem štabu tukaj, razen z izjemo, ko smo delali med pandemijo, ko smo bili na računalniku, smo večino epizod posneli tukaj, prav na tem odru. In za začetek se moram seveda zahvaliti vsem, ki furajo gledališče Bežigrad, Denisu in seveda njegovi ekipi za gostoljublje, ki nam ga nudijo že 6 prekletih let. Tu se počutimo kot doma, skratka, hvala Denis in ekipa, prosim en aplavz še zanje. Tudi če to poslušate doma, lahko ploskate. Nadaljujemo skratka z introm, ki ga sovražite in imate radi. To je torej podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, obot, ohoho, buu, in d. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegič, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamo. Danes bo z nami rekordno število gostov, ki jih bomo spoznali sproti. Če ste si prebrali vabilo ali opis epizode, itak veste kdo. Današnja epizoda je posvečena najbolj nadležnim, najbolj bedastim, najbolj zabavnim in najbolj ljubkim klišejem na platnih in ekranih v vseh žanrih. Lotili se jih bomo tematsko in v sklopu 2 skupin gostov. Društvo za priznanje načasov s 3 omakami za samostojno jed opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike, zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj, maestro, malo muske. Okay. Živijo, zdaj le bom lahko malo nehal gledati scenarij. Žal spet veliko razočaranje ste doživeli tisti, ki ste prišli na prvi naš živ podcast, ker ugotavljate, da jaz to berem in ne vem na pamet, še vedno ne. Pa zdaj sem ga še skrajšal, tale uvod, tako da še bolj ne vem. Ampak hvala, da ste prišli, hvala, da boste z nami počastili 200. epizodo. Jaz mislim, da skoraj da od 2. epizode naprej povem, da ne boste verjeli, da je to že katera po vrsti epizoda. Skratka, 200. epizoda je še vedno ne verjamem, ampak najprej bom Mituta in Igorja vprašal, kako sta vidva z verjetjem, a verjameta v 200. epizodo ali ne. Sta vedela že takrat, da bomo 6 let tole delali skupaj in... Ne. Hvala, Mito. Igor? Ja, itak. Ja, Igor pa ja. Jaz moram tudi reči, da nisem mislil, da bomo tako dolgo zdržali skupaj, ker jaz tvoje sovražam, ampak ne vem, nekak je ratal. Jaz se spomnim pri prvi epizodi, kako smo ful hiteli, da bomo prišli pod 35 minut. Res je, včasih naš plan na začetku, kot mogoče kdo ne ve, je bil, da snemamo epizode pod 1 uro. 45 minut, to je bil maksimum. Pa smo pa nekje obupali in zdaj imamo 2-urne epizode in danes ste na 4-urni epizodi. Pogovarjali se bomo o klišejih. Zdaj jaz čisto hitro, kaj sploh so klišeji. Mogoče, da
da povemo. Skratka, kliše je nek ponavljajoč element, lahko je motiv v umetniškem delu, ki je zaradi svojega ponavljanja izgubil svojo umetniško prepričljivost in moč. Zdaj, kadar vključuje tudi neke družbene, recimo pomene, govorimo o stereotipu, to gotovo poznate, ne? Težava s klišeji pa je, da je zanje potrebna neke vrste občutljivost. Ne? To pomeni, da recimo, če boste vi danes po noči gledali svojo prvo grozljivko v življenju, ne morete prepoznati klišeja, ker kliše prepoznaš šele, ko vidiš recimo 39 grozljivk v oktobru, tako kot jaz, in potem lahko tam vidiš stvari, ki se ponavljajo in si rečeš, to je pa zdaj že kliše. Zdaj pa vem točno, kaj bo sledilo, vem, v kakšnem zaporedju bo sledilo, vem, v kakšnem čustvena območja mi bo to vzbudilo, ne vem, kakšne območja sem mislil tole. Sicer pa najbolj... Hvala, Mito. Sicer pa najbolj znana definicija oziroma kaj kliše je povedal francoski pesnik Gérard de Nerval, ne vem, nisem Francoz, ki je nekoč rekel, prvi moški, ki je žensko primerjal z rožo, je bil pesnik, drugi imbecil. In to je odličen segue, da vam predstavim prvo skupino naših gostov. Skratka, mi smo razdelili klišeje na dve oziroma tri skupine pravzaprav. S prvo skupino bomo šli čez klišeje akcijskih filmov, kriminalk, skratka takšnih zadev. Za drugo skupino pa bomo najprej se lotili dram in komedij, potem pa še bomo kakšno rekli o grozljivkah. Zdaj pa kot prvega na oder vabim Boštjana Gorenca Pižamo, kolega podcasterja, pisatelja, prevajalca, stripovskega scenarista, jada, ki je z nami že 9. Pižamc. Ampak to ni rekord. Tako da prosim v skliki. A lahko nekaj prosim, sam preden Igor, a ti imaš tle tole na... Ja. A greš 2 nazaj? Še eno, to, ne, naprej. Ni hotel sebe. To, ne, nazaj, to, evo. Ja. Aljoša, jaz v življenju nisem videl človeka, ki bi imel glavo bolj narisano s šestilom, kot in na tej sliki. Hvala, Pižamc. No, prosili smo ga, da ne bo zabaven, tako da zdaj sem si sam kriv. Potem kot drugo na oder vabim Mojco Gorenc, spet kolegico podcasterko. Polovico podcasta danes praznuje, ki je zase v eni prejšnjih epizod dejala, da ne zna igrati pokera, zna pa blefirati in je z nami šele 3., kar moramo nujno popraviti, Mojca. Ti pa moraš vklopiti tudi mikrofon, tako? Večkrat, kot sem bila v glavah. In kot 3. na oder vabim, čak mal. Človeka, ki vabi ljudi v glave, jaz nimam besede o tem. Anže Tomič, mislim, da sem to prav prebral. Ne vem, kdo je ta tip, to sem mi napisal v scenariju. Ni. Anže Vidrih Tomič. Vidrih Tomič. Res je. Tle v scenariju piše, da je ta človek z nami že 5. Jaz nekako ne verjamem, ampak recimo, da je res. Zdaj pa gostje. Ja, Anže, si hotel... Zakaj nisi prebral tistega, kar je pisal v scenariju? Preber, kaj piše v scenariju. Preber. Bom. In Anže Tomič, v katerega sem zaljubljen, a se še nisem odločil za prvi korak. Do zdaj. Anže? Ja. Ti si kot roža. Hvala, Pižam, da si mi rešil te nezgodne situacije, da bi mogel na pomfri z njim. Skratka, mi se najprej pogovarjamo o akcijskih filmih. Malo sem to stereotipno razdelil zaradi Anžeta, ker se mi je zdelo, da je to edino, kar on gleda in sem pač... Jaz sem mislil, da si zato, ker ima Mojca narejeno brmoslovje. Ja, lej. Hvala. Jaz sem prej povedal, da bom uporabil to šalo. Ta šala je bila zame, ne spremeni pa dejstvo, da je to res. Ne, Anže, če si se zlagal. Okay, v redu. Nimam, ne. Skratka, gosti, zdaj ste pripravili top 3, se pravi, klišeje iz akcijskih filmov. Tiste, ki vam, a so to top 3, ki vam grejo najbolj na živce, so to top 3, ki so vam všeč? Gospod voditelj, jaz bi sam rekel, da mi smo imeli tudi science fiction tle napisan. Tudi science fiction, seveda. Vse, kar je. Tako je bilo. Jaz imam iz akcijskega filma, če bi rad prvega slišal. Ja. Bo Anže začel, priznam. Ja, ker Aljoša nam je poslal 2 fajla, 2 Google doka in na enem so bili tudi tako zelo spisani vsi te klišeji in sem šel mal čez. Zelo hajdina stilu, KTT. Ja, in eden je bil glavni junak, prereže
pravo žico bombe zadnji trenutek. Res je. Okay. No, jaz sem približek tega, ni čisto, ampak je v duhu tega, Ja? v enem izjemnem filmu, bi človek rekel. Ko me čakam? Najbrž ljudje pravijo, ne jaz, ampak ljudje pravijo, tako kot Trump reče, people say, da je to najboljši film vseh časov. Ne? Okay. Mislim, da vem, kter bo. V tanki Spuži rdeči kvadrat. črti. Ja. Se zgodi kaj, Anže? Ja? V tanki rdeči črti Sergeant Keck, ne, to, Ja. ki ga igra izjemen Woody Harrelson, ki je to vlogo vzel, to je samo malo trivia, Red Line, če vas zanima, ki je takrat snemal ne vem kjer film že in je potem dobil scenarij za Thin Red Line in ga je bral in je videl, da Keck umre bližje na sredini filma in rekel, jaz bom ta model. Ne bo to res. No, ono pa to, da v bistvu... Aj pa slučajno Woody rekel, ampak a lahko tako umre, da je cepljen. Okay, političen, tako v glavnem. Ja, ni glih, da v zadnjem trenutku prereže. Vem, Aljoša, da se spomniš tega prizora, ker smo skupaj gledali. No, ti ga nisi gledal, ti se prvo sam pogovarjati. Ne, ni važno. V glavnem, je v bistvu tako, da on si nekako pripravil granato, tako da je lažji, kako je pin. Bucika, Ja, ne, zatič, ne vem, mojca, ja, obramboslovka. Obramboslovka, mojca. Ne vem. Pakira granata je. Da se zatič lažje ven potegne. Ja. Potem v boju, Guadalcanal, The Thin Red Line, izjemen film, potegne granato ven in vidi, da mu je zatič ostal na uniformi in se potem tako vrže, da reši svoje soborce, ja. In na ta način nekako ne v zadnjem trenutku reši ljudi, samo da se vrže in pol reče, it blew my ass off ali nekaj takega, ker dejansko ga umre pol in ima kar tako močno sceno umiranja v filmu, ki ima same presežke, bi človek rekel. Ljudje pravijo. Ampak je veliko klišejev tam noter. A bom še kakšnega povedal? Ne veste. Ampak ta je bil tak, ki se mi je res zdel tako, okay, Ja. ne, tu drži tisto granato, vidi, da je nekaj narobe. Potem se kaj je že ta private, Ben Chappell ga igra, no, se pogledata in se on vrže in se žrtvuje za ljudi. In je pač kar klišejsko. V akcijskem filmu, vojnem filmu, Mojca, ki je obramboslovje, The Thin Red Line, še enkrat najboljši film vseh časov. Hvala. Jaz bi mogoče se sam navezal se, na to bombo. A imaš tudi kaj iz The Thin Red Line? Ne, iz pasega moža. Ne, sam hotel se reči, pač, ker si glih to bombo omenil, je pa super to, ta sprevračanje klišejev v pasje možo, ne, kako pač maček Petrček naštima bombo, ne, in jo gre sta policaj pa pes rešvat, ne, in prav, kjer je žica rdeča, zeleno, rdeča, ne, prav, dej to, ne, in prestriže. Prav, psi ste barvno slepi in bum. To bi lahko jaz igral, jaz sem barvno slep največ. Jaz bi mogoče tle dodala, no, ker si rekel, da umira pol dolg, ampak ponavadi v filmih zelo hitro umrejo. Pač tako, eno kroglo dobijo in je konca. Ja. Samo vsi vemo, da to ni res tako. No, razen, če si glavni junak. Kako to veš? Ja. Kaj vas učijo na obramboslovju? Recimo balistiko, ne? Ja. Tako da tudi v teh vojnih filmih, pa tako vedno, kako ga ustrelijo, pade, poleti in tako naprej. Zdaj vsi vemo, da ima krogla kinetično energijo, ne? Jaz ne. Ja. Ampak to ne pomeni, da tudi potisk dobiš, ampak v bistvu kinetična energija tkivo raztrga in v bistvu sam pač prerežete. Tako da ni nobenih spektakularnih poletov in tako naprej. Take Ja. razvedrilne teme. No. Ja. To je šlo kar zelo hitro, zelo dark. Ja. Janeč, a to je bila tvoja druga? Mislim, prva, tvoja prva. Moj pač klišej pri teh filmih je pa tam, pa če smo že pač ostanem na teh lahkotnih temah, je pa, da junaki zmeraj imajo full monolog, preden umrejo. Ali pa recimo ne čisti junaki, tisti ponovadi ne umrejo, ampak unite drugi, ki jih ni škoda, ne, da na koncu, pa najboljši pariatu, najboljši pariatu, ki ga žrtvujemo za to, da dobimo reakcijo publike in on ima zmer neko ful tako življenjsko modrost. Tako da upam, da imate pripravljeno za svoje zadnje minute, da imate pripravljeno kakšno življenjsko modrost. Ja, jaz imam nobenega tunela, to vam jaz rekel. Jaz imam pa eno vprašanje.
Anže, če imaš res barvno slepoto, ali je res... Kaj je res? Zdaj se kot da lažem. Ja, ne, imaš prav. Šel sem na live podcast, da bom lagal, da sem barvno slepo. Anže, kdaj pride knjiga za samo pomoč? Anže, če ti je tako ime. Ne, zanima me, kako veš, da je tanka črta res rdeča. Okay, v bistvu mi je žal, da sem ne prekinil, ker je bil legit joke. Bi pa rekel, da v tej sceni Sergeant Keck, poševnica Woody Harrelson, ne, ima mal govora, ampak je, ne res iskren, ampak je mal, je tako sprevračanje klišeja, ker on reče, dajte moji ženi reči in to razlaga enemu drugemu, temu soborcu, on je pa tako bogi, dopol, ko on umre, če jaz znam njegovi ženi nač pošilu. On se pa čisto straš tega, ne, kar se mi je zdelo res legit sprevračanje tega, da ni sama, tell my wife I love her, ne. Pa on reče, jaz se bom zdaj pisal, ni panike, on je pa tako, ne, kva, jaz znam, kva, ne s tem med, jaz sem bil sam zraven. Zakaj smo pola rekel, pa reče, vsem tomu rečeš, ko umira, kao, to je racionala. Izjemen film, The Thin Red Line. Če niste ga, samo da vprašam, da vem, s kakšno publiko dela, koliko ljudi je gledali The Thin Red Line? Ja, To je to, moji ljudje. Okay, unika niste, pejte gledati. Ne, še zdaj, počakamo še, da tudi pižamc pove, kaj je pižama, kaj imaš pa ti kot prvega? Kot prvega bom preskočil, pa bom dal tega, ker bomo naprej nadaljevali. Meni se zdi to ta smrtna obsodba, oziroma, ka veš, da imaš like, ki imajo ta oklep, pripovedni, se pravi, recimo, veš, če je ameriški predsednik v filmu, bo zdaj umrl ali v prvih 2 minutah, ali pa preživi. Mislim, tako, 2 izjemi sta samo. Ne? Mars napada, pa Lincoln. No, okay. Ja. Kakšen vrhunski film o Lincolnu bi bil, če bi umrl v prvih 2 minutah? Pa Trump 2024. Okay. Počakamo do jutra. Turil. Ja, se mi zdi, da tega... In nasplošno to pač to, kaj veš te, kjer jim je namenjeno, da bodo umrli in kjer bo recimo fullušno se s tem poigravajo, politak v Galaxy Questu, kaj mu da pač, jaz nisem imel imena v seriji, jaz ne morem iti zdaj z vami na planet za res, ker jaz bom tle gagnu. Ja, to je taki red shirt. Ja, to je drugače super, Anže Tomič bo nekaj rekel v knjigah. No, dej, Red Shirt je en super roman od Scalzija, kjer gre s to premiso, pač, kaj Red Shirti v Star Treku naj bi bili počeli in vse ostalo gre res do konca. Red Shirti iz v bistvu Star Treka, ki nikoli ni poimenovan zaradi očitnih razlogov, pridejo v real life in srečajo igralce, ki jih igrajo. Nor roman, res dober. Sci-fi, Anže v knjigah. Boom. Ja, drugače, ker smo pri vojnih filmih, je tudi zelo ponavadi seveda ta, da če lik pokaže fotografijo svoje žene in otrok, katerim se bo vrnil, se pač nikoli ne vrne ženi in otrokom. Tudi to je. Pa mislim, da je to tudi zato, ker mislim, da je to, a ni to tudi v Thin Red Line? Ja, ampak Thin Red Line v tem najboljšem filmu vseh časov. Je pa res, da tam je to tako prikazano, da so te flashbacki, ki gleda svojo punco, ki je tam na Havajih, ki ga pol pusti, res grozen, izjemen film. Ene lepših stvari posnetih, tako res, ona se tam gunca, pa reče nekaj, da sva kot voda, združena kot voda skupaj, da jaz ne vem, kje se jaz Jezus Marija. Se pravi, sta emulzija. Ja, tam. Tako da izjemen film. Izjemen film, zdaj bom preskočil na drugo stran. Mito, kakšen kliše še ti poveš, ki ni iz tanka rdeče linije, lepo prosim. Črte. Jaz pa full slab senzor za klišeje in jih v bistvu največ se naučim, če gledam parodije. Pač potem presežke teh klišejev. No. Ena je pa tale, mogoče ta, ki me najbolj moti, da v bistvu good guy, torej protagonisti in nikoli ne zmanjka metkov. In en zelo dober primer je iz Hot Shots 2, kjer pač Charlie Sheen šica tisti mitraljez do amena in na koncu že stoji na neki gori tulca, in pač vsi tisti račani, bad guy, kdorkoli pač padajo kot muhe za šalo. Hot Shots sem bil jaz, ko sem bil ful pameten v osnovni šoli, sem bila sošolcem, ki so to prevedli na Pihnenci
2,5, ne? Kar je legit prevod. To je v bistvu super prevod. Mi pa tako, kaj to so vroči streli. Mislim, da čisto bila vzvišena, da kako fakt je to. Jaz sem se ustrašil, da se bo ta zgodba nadaljevala, da sta se odločila sprobati, če se da kokoš streljati z lokom. Kar bi bilo legit, Anžetovo. Ja. Igor, kaj je pa tvoj najbolj kliše, ki ti gre najbolj na živce v akcijskih filmih? ZF, ampak ga bom kar pokazal. Okay. Pokazal ga boš, ok? Aha, ok. Ja. Ja. No, ok. Za poslušalce doma, Igor je vzel list papirja in ga priluknil. Ja, povej. Ja, opis, kako deluje potovanje v vesolju, ki je hitrejše od svetlobe. Tako da vzameš list papirja, ga prepogneš in svinčnik skozi potisneš. Ja. To se meni zdi. Ja, ampak to je vsaj v redu, ker ti vsaj povejo, a veš, pokažejo. Še huje tista stvar, ker začnejo tako, prebrali smo učbenik za fiziko, za 3. letnik gimnazije, zdaj bomo mi tlede 6 besed uporabili, ne, in bomo učeni in pol dobiš ven 2012, ne, kjer je tako tudi Daryl O'Brien naredil full hood stand-up bit o tem, ne, ko model preleti in reče, the neutrinos have mutated. Ja, moj tist, ker smo, to je tudi, zraven so tudi kriminalke, kar jaz najbolj sovražim, pa hkrati imam najrajš, zadnje cajte ful gledam kriminalke, je traumatiziran junak detektiv. To je neka stvar, ki mi gre najbolj po eni strani na živce, po drugi strani pa se mi zdi, da skoraj brez tega ne more biti detektiv. In vsem je umrla žena, otrok, ali niso rešili nekega primera, in vsi so totalni alkoholiki. Pač tako rešujejo travme, da so totalni alkoholiki. To je nekaj, kar pač bi moral biti mi še bolj pomojiti na živce, ampak mi je včasih celo kar všeč. A se poistovetiš mogoče? Iščeš uteho v alkoholu? Aljoša, povej, kaj pa je bilo? In gremo dalje na druga kliše, ki nam gre. In začel bom pri pižami z nekaj. Mojci smo še tle, da pač so nesposobni vseh socialnih interakcij, kar je pač za neke detektive, ki morajo ful dobro ljudi spraševati in zvedeti od njih tako malo po ovinkih, pa tudi prepoznati ljudi, kako se obnašajo. Mal čudno, ni? Ja, ne gre jih skupaj. No. Zato je najboljši TV detektiv vseh časov Kolumbo. En je dosti trd, da ga pozna. Za poslušalce nekdo je zaploskal. Nekdo je dejansko zaploskal in bil je Nate. Omembi Kolumba. Če pa ima detektiv družino, pa tako jo vedno zanemarja, ker detektivi itak delajo 24 ur na dan, rešujejo primer skozi in samo en primer rešujejo skozi. In dobijo vedno slabe novice zjutraj ob zajtrku z družino ali pa ob večerji z družino. Ja, mislim, ta razbilsa za tistih 13 umorov v Sloveniji, to je za cel let. Šiht. Ja, super, Mojca, si ti, a je to eden od klišev, ki jih imaš, ali si imela kaj drugega kot drugo? Ne, tudi nekaj podobno. Okay, to je, ja, tole gre meni tudi kar precej na jetran. Že kaj imaš potem ti na naslednjem, se znam pa ni iz tanke rdeče linije, ne? To je iz debele zelene plošče. Milje. Mislim, imam še enega na hitar iz Dotine Redline, baba naprej. A jaz tako je v filmih, je vedno ta neka... Zakaj govoriš o filmih, če si očitno samo enega gledal v lifeu? Ne, videl sem jih več, zato da lahko potem v Dotine Redlineu, nisem tako kamito slep za kliše, ampak pač prepoznam, tudi v takih mojstrovinah, kot je tanka rdeča črta. Tam je v bistvu to ena zadnjih scen, mogoče celo zadnja scena, ko je na plaži kokos, iz katerega raste palma, Kao, to je vedno nekako da vedeti, tako da life will find a way, ali pa veš, nature is healing. In je tudi tam, ampak je tam to na podlagi 2 ure 40 tako dobrega filma, da upravičiš ta kliše, rečeš bravo, Terence Malick, moj oče. Res zaključek filma, huda poanta, ki stoji, ker smo prej gledali 2 ure 40 popolnega filma praktično. Ne, imam pa eno, ajde, da ne bo sam Thin Red Line, ker ne more biti nekaj, kar pa mene, ker je to iz mojega foha, nenormalno iritira, je kakršnekoli hekanje. Kakršnokoli hekanje, ki se dogaja. V bistvu mi je boljš takrat, ko sfejkajo uporabniški imestnik,
unike za terminalom sedijo. Ti mi gre bolj na živce, ker vidiš, da se en potrudil, a tudi ne ve, kva dela. Ne? Tako da par filmov je bilo, kjer je nekako tako, saj blizu, tako par filmov je, ki jih imamo v spominu, ki so mi probdali kakršnokoli hekanje. Eden je Sneakers, tak, mogoče je tak sleeper film, gre za Robert Redford, ne pa Sidney Poitier. Vidiš, Pižam zdaj še videl druge filme. Ja, tudi jaz sem imel DB. Tam je bilo resmo meni, okay, je pa en podžanr, če smo že v obodu tega klišeja, ki ga pa ne moram več gledati, so pa fake internetni iskalniki. Sam dejte Google ali pa Yahoo. Ne da search.com. Niso dobili pravice. Ja, pravic, sej, kaj bojo tožili. Ja, tudi Ask Jeeves. Matt Kurja. Karkoli, ne sem napiše Searchberry. In pol išče, to mi gre pa, to pa ne moram preboleti. Meni je všeč, ko si rekel, veš to, kao kliše iz mojega foha, veš, človek, ki dela v urevalniku besedil, pa z 10 snema. Več ali manj. To je res ta hekanje. To pa ena stvar, ki ljudje ne znajo košarke igrati, ampak to pa ni za ta podcast. Ni ga bilo filma, razen mogoče White Man Can't Jump, kjer je nekaj, kaj približno kot košarka zgleda. Tako da to je to. The Thin Red Line. Space Jam, ne. Ja, ravno sem mislil vprašati. Space Jam je, ki je risanka. A ja, je pa res, da če se odrinaš iz sredine, pa se ti roka raztegne, lahko pucneš. To je pa res. Anže, Šenčur, prva liga. Vse tekme zgubili. Ampak pri hekanju, kaj gre pa meni ful na živce, ker vedno vidiš ekrane, vedno imajo tako 21 ekranov in gor na ekranih so vedno te neke skulpture za te svetleče modre barve, tako ali neki krogi, ali neki tako. Hekerji ne delajo tega. Oni podatke gledajo, kode, ne pa tole. Potem pa imajo še steklo, na katerega piše. Ja. Ker table ali pa papir ev. Ali pa prozorni ekrani. Ja. Pa vedno so vsi so neki punksi, metalci, črno so oblečeni, ful so fit, vsi obvladajo borilne veščine, tako kot vsi hekerji v real life. Ja, mislim, nekako je treba bilo dati vlogo Hugh Jackmanu na eni točki, Chrisu Hemsworthu na eni drugi, pa Angelini Jolie. Tako da, kako bi drugače bili hekeri. Kakšen šrot od filma je Black Hat od Michaela Manna. He's back. Pižam, kaj imaš še ti? Jaz pa, škaj gre meni na živce, zmeri, ker nikoli ne vzamejo v račun kolateralne škode. Kaj imaš lahko, ne vem, ena stvar je vredna, ne vem, tam en ropar je ukradel nekaj za 50 € in zdaj pride pogumni detektiv in bo razlomastil celo štacuno, 3 ulice avtomobilov v pohodu in pa rekel, super, naredil si nalogo, rešil si. Ne sem šel malo gledati, tudi kjeri filmi so taki, ki so zelo veliko imeli, te recimo Outbreak, kjer uničijo cele vasi, kljub temu, da je v tem filmu vojska sama ustvarila ta virus, kot bi orožje in so imeli serum in jim ne bilo treba. Potem Beverly Hills Cop, kjer na začetku tudi totalen razčefuk. Pa imaš The Lost World, Jurassic Park, tega sem sam prebral, tega nisem gledal, ampak kjer namesto, da bi lahko tiranozaura ustrelili z eno, ne samo z eno, ampak mogoče z bazuko, z uspavalno puščico, mu pustimo, da je bolavo za mladičkom, pa se bo zmatral. Do seveda našega najljubšega filma Fast Five, kjer zaradi enega trezorja, v katerem je mogoče milijonček ali pa 2, uničijo 4 ulice, razbijajo vse vitrine, most gre na pol, to je, in pa seveda tudi Die Hard, oziroma kot bi ga Anže verjetno prevedel, kopriva ne pozebe. Je tudi pravzaprav, če tako gledaš, če se Bruce Willis ne bi umešal, bi ti verjetno dost mirno minilo, pa brez žrtev, ampak je mogel Bruce Willis pokazati, da ima novo spodnjo majico in da ga ni strah je umazati, ker ima doma vajser rize. Super, ja. Vse zelo legit, kaj ste še vidva, kaj še gre vama predvsem na živce, Igor? Tukaj bi jaz pridal, da The Other Guys je ful v redu, niti ne parodija na to, ampak vzamejo to zakup, ker glavna
igral, mislim, lika, ki sta najprej delujete, kot da ste glavna junaka, ki igrata Sam Jackson pa Dwayne Johnson, sta točno taka, ne, ono vse razturita in potem na eni točki sta na vrh stavbe, vidite, da so oni šli dol in skočita dol stavbe, ker sta prepričana, da jih bo ta ustavila in umreta. In pol so the other guys, ki sta Will Ferrell pa Marky Mark. Jaz sem se tudi skušal spomniti, mislim, da je Brooklyn Nine-Nine, da so imeli tudi nek del, da vam spominjal pač glih z tega, ne pač kakšno štadost, ne, zakaj ste šli razbijati to, ne, zdaj moramo tlele mesto bo tožilo, a ne, moramo proračun zdaj zmanjšati ven, ker ste tam razbili, ne, in moramo nekako stvari pohendlati. Ne, ena taka je, kjer še nekdo umre, ki misliš, da ne bi smel zelo tako, ki si rekel za The Other Guys, je en film, zdaj se nam spomnil imena, ampak je Steven Seagal je noter. In grejo, ampak je dober film. Zakaj? Ker Steven Seagal dejansko umre v prvih 7 minutah. Nek avion ugrabijo in grejo oni z enim drugim avionom, se gor preklopijo in tako vidiš, Steven Seagal je bržon, bo se rešil in model umre. In si tako, wow, Steven Seagal je umrl in pa začneš uživati v filmu. Res dober film. res ne hecam se, pa Kurt Russell je noter. Zdaj se ne morem spomniti, kako se mu reče, ampak ker mene pa to iritira, ker jaz sem včasih zelo v avionih, vse vemo o avionih, veliko vemo, ne vse, ampak res veliko vemo o avionih. Mamka mojca, ampak ona je šla v šolo za to. Jaz pač, in so šli, v bistvu grejo, se preklopijo na, v bistvu je Jumbo Jet, pač Boeing 747 in se preklopijo na enega z nečem, kar zgleda kot F-117 Nighthawk, to je un stealth fighter od Amerike, ampak ima kar kao gepekma, ne, pač dejansko ima 7 ljudi lahko sedi v tizmu, ti si je bombnik, to ne morem benot sedeti, ti si zelo majhen avion, to me iritira, ampak pa Steven Seagal umre in grejo gor na avion, je ful dober. Kaj pa še en košček trivije v tem filmu? Obstaja še čip verzija tega. To je bilo še v 90-ih, ko so delali še hollywoodske filme, pa je pa nek producent videl, to je pa ratal, da imamo mi narediti kopijo tega filma za video, ne, za blockbuster. In glavno vlogo v tistem filmu ima pa najin prijatelj Michael Dudikoff. Ne? In sem tudi unga pogledal in je malo slabši. Zato, ker Steven Seagal ne umre. Ja. Mislim, to bi bilo super. Mislim, da vsak film bi bil boljši, a veš, če Steven Seagal umre. Že Megalopolis, Steven Seagal umre v prvih 7 minutah. Življenje bi bilo, ni važno. Življenje najde pot. Mito, pri tebi smo še ostali. Ne vem, kako se reče temu klišeju, samo veš, ko so ti začetki filma, ki se ustavijo, pa vedno nekdo reče, yep, that's me. Aha, ja. Pršel do sem. Naprimer, Lincoln, Guy Ritchie. Teatru, kaglih, pištolom, yep, ne vem, kjer film bi. Sonika se spomnim, naprimer, tale animacija, ne? Ježek. Ježek. Ja. So vstal pa tako, yep, that's me. Bla, bla, bla. Okay. Ja, ne vem pa, kako se reče. Zdaj ga bomo flashbacki. Flashbacki, ja. Medija se res stopal. Ja. Ja, en stvar, ki gre tudi meni vedno živce, so spet, jaz imam ful pač teh jezikovnih, tako, kaj je bil tale z avtom, to je moj izbor, ker tale meni gre vedno na živce, ker je tako, we've got company, kot da ne moreš reči nič drugega, ker da ima to Disney neke pravice, zakupljene na vse ostale fraze. In tu je še ena taka, ko je, ne vem, tik preden grejo v neko nevarnost, neko težavo, vsi rečejo tako, I've got a bad feeling about this. Mislim, greš reševati neki pred tavžent morilci, valjda, da imaš bad feeling glede tega, če ne bi imel, bi bil kreten. Mislim, butasto mi je. Ja? Jaz se zdaj predstavljam slovenski tak akcijski film, ne, in tako, ko grejo nekam, tako, zla slutnja me obhaja. Prav gotovo je to najboljši prevod. Edini možen, ja. Ta pa zadnje čase imajo vsi akcijski filmi, posebej pa Bond ima to ful rad, da zlikovec na neki točki na koncu junaku pove, da ona vas sta si pa podobna. Ta gre meni tok na živce. Kje sta si podobna? Ti si pobil 1 milijon ljudi, on ti skuša to preprečiti. Kaj je podobnost med vama? Kaj? Isto uro imata. Ti si kriv. Aljoša, mi da sta si podobna. Ja. Hvala, zlikovec. Med vama je zgolj tanka rdeča črta. Mojca, ti si hotela še nekaj povedati, ja? Ne. No, to je težko. Ko si že pri Bondu, Ja. pač v Bondu me motita 2 klišeja. Vedno zlikovci zbežijo v neko italijansko majhno ulico, Normalno. kjer je ful ljudi, pa tam je ful nekih stojnic, Pa pa dobra sadja, hrana. zelenjave, pa to, ki jih pač prevrnejo pol.
pa vsi zlikovci imajo izjemen okus za arhitekturo in interno oblikovanje, ker pač vsi imajo najboljše arhitekte, tako ni da ni hiše in to mi gre na živce, ker mislim, da zlikovci ne živijo tako, ne vsi. Ja, se pri Bondu je tega ful, ne? Pa to, da vedno potisne v bazen polnega aligatorja in pol obrne hrbet in gre, ker pač aligatorji bojo pravili svoje, zakaj bi on tam čakal in gledal, nima nobenega smisla. Ne? Kaj še imamo, kaj še takega, da se znamo pižamc, ti si še imel kakšno stvar? A je kakšen kliše, ki pa vam je kul? Ja. Aha, ok, pižamc takoj iz prve, ja. Takoj. Avto. Ponavad, dosti, da ga pihneš, ne, se razleti. Ja. Razen, če imaš srajco z dolgimi rokavi, si odtrgaš rokave dol, potem avto postane neuničljiv, kljubuje vsem zakonom fizike, je kot mačka, ima 9 življenj, vedno pristane na kolesih in ima neomejeno število prestav. Ja, pa še ono nitro, ali kaj že imate za konec. Ti si osenča korono pola, veš, kaj spiješ, pač to, o moj bog, a bomo eno o tem, kako je Vin Diesel korono pil, kako je flašo držal. Si glih hotel reči, ker si zdaj že, mislim, da podzavestno si prav prijel flašo. Prav tako, kaj je, pač, ne, ampak to smo pogruntali, neka Vin Diesel pač tako pije flašo, da jo prime nek na sred, in ima polene 2 cm, pa za ne 2 prsta lufta. Ne? Jaz sem pogruntal, pač on full folku krade pire na te žurke. Zmeri vzame in je to zato, pač, da ne dobi herpesa. To je še kar legit razlaga. Ja? Všeč mi je, ker je to Hitri in drzni, ki je ena največjih filmskih franšiz na svetu. To je najbolj nišna šala. V celi franšizi. Mene pa je en kliše, ki je meni sploh pri akcijskih filmih, da mi je kul. Cool. Včasih sem bil kar ziritiran, ampak zdaj sem videl, tudi ko sva gledala že spet še eno mojstrovino s pižamcem, American Ninja, ne gledam tega filma. Res grozen film. Okay. Michael Dudikoff je lep. V glavnem, je pa to, veš, da imaš tega pač protagonista, pa ta glavnega antagonista, pa ima pa ponovadi protagonist ima kakšnega sidekicka, zmeraj enega buddyja zraven in pol temu buddyju morajo nekaj dati za narediti, ne? In ima pol tudi antagonist ima enega modela. Veš tako? In pa so mi te fajti v bistvu teh B ekipe so mi včasih tako zanimivi, ker to prepoznaš, da zdaj ste te dva tepa, zato se bo zunim tepu. In včasih me je to malo irritira, zdaj sem pa tako, pa malo gibam, kdo komu spada. Ker to pri Marvelu, ki ga res ne moram več gledati, ampak tisto, kar sem gledal, včasih kar malo ne veš, kjer bo zdaj točno se skerin, ki jih je tok, ne? In morajo vsakmu najdete enega na kontrastrani, ne? Ta shadow government vedno. Ne? In to me pa kul ratel, da pol malo ugibam, ta se bo s tem, ta upa me pa preseneti, ta se pa zunil, ne s tem, pa tako, to me je zanimivo ratel. No? In me je res ok. Anže, temu se reče staranje. Zato, ker te navdihujejo stvari, ki jih razumeš in poznaš. Ja, mogoče. Kot je naprimer film, Ameriška ninja. Zmeri imaš zdaj, ki si rekel, da ima bad guy nekega svojega pribočnika, pa zmeri imaš tam nek zajeban plac, ki so sami bad guy not. Skladišča? Zmeri, ki prideš na zmeri, ki odpreš se in ne, ponavadi kakšen bar, kakšna gostilna, ne, in prideš not in vsi tako pogledajo in da če je kavbojka itak tobak pada po tleh, če je to, ne vem, na Tatooine, ne, ni na Tatooine, kje je bil na Mos Eisley, kaj že je Star Wars. Mos Eisley, ja. A veš, je tam, ena boljših mi je bila iz Spužja, Kvadratnika. Ja. Kaj prije tako, ona dva se not pretihotapta, Spuži pa Patrik, ki išče ta pot v, mislim, da Atlantic City, da greš v tem filmu, in tam so vsi oni zajebani, zatežene ribe, škrbaste vse. Tle je med nami eno otročaj, in potem začne predvajati eno pesem, I'm a Goofy Goober, ki jo imajo v film, in tako gleda, kdo se bo strl, kdo bo začel zraven pesem prepevati, in onda sta že čistko, ne, skoraj že začne ta pet in pa se dva prej zlomta, in sta naša junaka rešena. Spet kolateralna. Ja, čist. Zelo specifična. Hvala, pižamc. Harlamov to reče, nekaj preveč nišno zate, to je kar uspeh. Človek je gledal 39 grozljivk v mesecu. Normalen stavek, to vsak reče v življenju. Mojca, boš prosim še kaj povedala, reči nekaj ti. Imate družino, je nimate? Imate 39 filmov?
Jaz bi pa povedala enega, a je to zadnja runda naša? Ja. Okay. Tega moram povedati, ker me ful muč. Okay. Tako da ni tak, ki mi je všeč. Ne. Ampak glede na to, da se ukvarjam z očali, v filmih ljudje ne nosijo očal, razen če so morilci, psihopati, ali pa za krinko, recimo tam je zelo mod, mislim, da je zelo očiten pa zelo znan v Supermanu, ker pač model dal gor očala in ga noben ne spozna. Tam je moč. Ja. Kdo je to? Ja, to bomo tudi pozneje v naslednjem sklopu, ker je tudi en, seveda, z romantičnimi komedijami zelo povezan tudi z očali. Ja. Žamc? Zdaj smo te spet prepoznali, ker si ga očala. Gremo še eno na sci-fi, namreč na planete z monokulturami. Zmeri biš, to je puščavski planet, to je močvirski planet, to je planet sladkorne pene ali kar pač. Vsi planeti, pač fulje teh planetov, ki imajo ne glede na to, pač kako so obrnekje, isto klimo, isto rast je vse čez cel planet. Ne? Boštjana, si ti videl kakšne posnetke z Marsa, mogoče od nas? Ta raznolika pokrajina. To je res, ja. In pa še snema, pa tudi to, kar vidiš, ali je tak veseli sci-fi, ali Star Wars, ki so barve, až pa ta resni sci-fi, ko bomo zdaj vse desaturirali, vse bomo dali sam na eno barvno noto, tako, ko gledaš Dune, sam čakaš, kdaj bo Dani Trejo z mačeto v letu. On bi črve zrihtal. To sem tudi jaz prepričan. Imate še vidva kaj o akcijskih filmih, kjer še vaju moti? Ne, jaz bi kvečemo sci-fi noter vrgel, torej time travel, torej potovanje po času in pole vedno en in isti butasti stavek. Potovalec po času nazaj, takoj skoči do prvega lika pa reče, what day is it? Seveda. En isti stavek. Kako bi pa ti drugač ugotovil, kjer datum je? V srednjem veku, bravo. Na sončno uro. Čakal bi na zvonc. Ura je 4, zdaj pa sam še let. Se to je bilo dobro, ne vem, a so te visitor so imeli slučajno tako, ne vem, pač edink se ga na ta način spomnim. A že tako, kjer ga leta smo? A veš, kaj smo? 1000, 1100, 1200. V 4. letu kralja Jožefa Pipina III. Ja. Igor, še ti kaj, kar te res moti? Mislim, to sem želel dodati, da pri planetih, z monokulturami Star Wars ima tukaj največ planetov, kjer je ena stvar. Tam v Rogue One imaš tropski planet, kar mimo grede je nekje, kjer bi jaz živel. Dobro zgleda. Dune je edini, kjer se actually potrudijo razložiti, zakaj je ta planet puščavski in zakaj so drugi planeti taki, kot so. In se mi zdi zelo lepo pri sci-fiju, da si nekdo enkrat se potrudi. Ne, samo Igor je rabo Dune nekam vtakniti noter. Je to knjiga tudi, ne? Kdo je pa to prevajal? Kdo je pa prevajal knjigo? Anže? Ja. Hvala ti, greš prvi dol. Lahko nekaj rečem. No, dej. Hvala, ker lahko nekaj rečem. To je bilo hvala, je bilo, da lahko nekaj rečeš. Jaz bi sam, zdaj, ko bom zgubil besedo, ne bom mogel več omenjati najboljšega filma vseh časov, to je Tina Tanker, Ne, vsake čas 200 epizod, sem doznal, da reč. Najlepša hvala, to je izgledal. Hvala vam. Anže, Mojca in Pižamc. Ok, 5. Zdaj pa gledajte, kako se bojo iz te zagate izvlekali, ker so vodo sam za nas naštimali. Ne, že Igor zraven. Ok, jaz grem dalje. Skratka, zdaj imamo drugo skupino gostov, s katerimi se bomo pogovarjali o dramah, komedijah in grozljivkah. Z nami so in na oder najprej vabim Ano Jurc, filmsko kritičarko, najbolj priljubljeno pisko na portalu MMC. Njeni članki imajo daleč največ komentarjev, zlasti iz nekega razloga moških. Ana Jurc je z nami že 9. Ampak zdaj pride na oder nesporna zmagovalka obiskovanja podcasta Obot. To je Ana Šturm, filmska kritičarka,
glavna urednica ekrana, polovica bivšega podcasta Filmflow in naša najpogostejša gosta se je z nami že 11. In še druga polovica bivšega podcasta Filmflow, ki misli, da ljudje v postapokalipsi nimajo časa za ljubezen in je z nami že 9. Maja Peharc. Skratka, zdaj imamo nov pogovor. Tokrat bomo se pogovarjali najprej o dramah in komedijah, ker so z nami 3 filmski kritičarke, ki veliko filmov pogledajo. Je to res? To je prvi klišej. 3 punce povabiš, da ti o romantičnih komedijah povedo. Jaz prosim, da se me ne vključuje v to narativo filmskih kritičarkov. Jaz sem šalabajzerka, ker je pač film, ki sem ga največkrat videla, nažalost in na srečo, Born 4. Tako da ne me tlačati v to kategorijo. Hvala. Born 4. Ja. Z Jeremyjem Rennerjem. Ja. Okay. Fight me. Ne, puste Maja, v redu je, hvala Maja. Ja, skratka 2 filmski kritičarke in šalbajzerka. Ja, nisem hotel, kot sem že rekel, skušal sem biti nestereotipno, ampak Anže ne gleda drugih filmov, Tanko, Rdečo črto in teh, in potem sem mogel njim dati akcijade, pač nisem imel izbire. Skratka, najprej bomo pregledali drame in komedije, kaj so, a ste pomislili, kaj je tudi nekakšen kliše, ki vam je všeč, a imate tudi kakšnega, ki vam je kul? Aha, imate vse, super. Ker so kakšni, ki so tudi čist fajn. In bomo začeli z moje desne, hvala, moral sem zračunati, tako, Ana Jurc, ti si prva z desne, res je. Ana, daj pojasni vsem, ki te premalo berejo na MMC-ju, povej ti, kakšen svoj kliše, tist, kar ti gre, ali bo zdaj tistega, ki ti gre najbolj na živce najprej. Okay. Ana Jurc, skratka, kaj ti gre najbolj na živce? Kar z agendo začnem tako. Ja, tako je, z agendo, tako MMC komentatorji ste pripravljeni, da boste kaj napisali spot. No? Mislim, da je to splošna stvar, ne nujno kliše, ampak ženski lik, ki ga je pač zelo očitno napisal moški na način, mislim, da imamo vsi že znamo na pamet monolog, kaj je Cool Girl, ki ga je pač Gillian Flynn v Gone Girl tako zelo povzela na način, da se ne da boljš. Ampak seveda preden je bila Cool Girl, je bila Manic Pixie Dream Girl. In to je nekako, vsi vemo, kakšne vrste tip punce. Mislim, da je bila Annie Hall, je bila taka zelo krasen primer tega, pa 500 Days of Summer, kaj je bila temu na Zoe Deschanel, pa tako. Garden State, te filmi. Se pravi, to je neke vrste svobodna punca, svobodnega duha, ki je blazno cool okus ima za glasbo, mogoče ima, ne vem, piercinge pa modre lase, ampak obenem je pa neulovljiva in ne da se je ukalupati in ni za resne zveze in seveda ima rada pivo in šport in mislim, pa ne da je narobe kaj s tem, da imaš rad pivo in šport, ampak neke vrste hierarhija se tukaj izpostavlja, kaj je bolj cool. Tako da to gre vse v to širšo problematiko male gaze. Ok, super, hvala. Ja, ta je kar. Čeprav Manic Pixie Girl, ja. Ana Šturm, prosti, ja. Ja, jaz mislim, da pač romantične komedije res so filmi, kjer so klišeji absolutno nujni. Mislim, valjda, da nihče noče gledati realistične romantične komedije. Mislim, romantične komedije gledamo zato, ker hočemo fantazijo, hočemo najbolj absurdne klišeje, pač zato gledamo romantične komedije. Tako da jaz imam v resnici bolj kot ne klišeje, ki so mi všeč, oziroma vsak kliše je lahko dober ali pa slab, odvisno kako ga pač režiser uporabi v filmu, tako da se mi zdi, da iz vsakega klišeja lahko narediš najbolj neumno stvar ali pa najbolj genialno stvar. Tako da eden mojih najljubših klišejev v rom-comih je seveda meet cute, oziroma srčkano prvo srečanje, se pravi, ko se lika v filmu, ki se bosta potem počasi tekom tega filma zaljubila, spoznata. Teh primerov imamo res zelo veliko, že iz same zgodovine. It Happened One Night, recimo je en tak zelo lep primer tazga srečanja. Če gremo pa mogoče na malo bolj filme iz zadnjega časa, recimo Anyone But You, ko se srečata na začetku v kavarni, ko more ona iti lulat, pa ne more, ker pač WC lahko uporabljajo samo stranke, ki nekaj kupijo in ji potem on kupi
kaj že res? Neko kavo, ni? Štrudel. Štrudel, je res. Štruco kruha. Okay, štruco kruha. In potem recimo en tak mogoče bolj klišejski in ne ravno izviren, čeprav we all love it, je iz filma The Wedding Planner, ko se J.Lo z peto zatakne v nek jašek in se izlomi čevelj in potem se začne proti njej po hribu dol spuščati smetnjak in seveda jo reši čedni zdravnik Matthew McConaughey. Je pa mogoče eden mojih najljubših meet-cute klišejev oziroma tropov iz filma Bridesmaids, ko se v bistvu lik kot Kristen Wiig prvič sreča s policistom, ki jo ustavi, ker prehitro vozi in potem mora ona hoditi po ravni črti in seveda je pijana in malce heca iz njega in se mi zdi en tak zelo lep subvert na ta trop. Lahko jaz na to preključim. Seveda, lahko je. Pač meet-cute je krasen in kot Ana prav, ne iščemo zdaj realizma v te vrstnih stvarih, ker to vrstne stvari se ne dogajajo. Ampak kar pa se dogaja v resničnem življenju je pa, da se pač ljudje spoznavajo na internetu. Ne vem, kakšne so statistike, ampak tako verjetno polovica parov vsaj. In v glavnem, kakšno je pa spoznavanje ljudi na internetu v filmih, je pa bizarka. Razumeš, je pa to pač prvič nikoli ni, tako smo prej rekli, nek search engine, ni nikoli Google, tukaj ni nikoli Tinder, ampak je pač Flirter ali neki. In je tako vedno prikazan na tak krut način, da so to bedni ljudje in pač vsi ljudje, ki jih pa spoznaš na internetu, so pa catfishi ali pa psihopati. In za razliko od, ne vem, ljudi v resničnem svetu, ki so totalno normalni, vedno skozi. Ja, se strinjam. Razen, če ste Indijci. Maja, ti si na vrsti. Jaz bi vam pa rada predstavila tvojo osebno agendo, ki jo vodim s serijami in filmi in sicer moj čisto osebni bif z dvigali. Specifično za ta podcast zdaj tukaj specifično vsa dvigala iz Grey's Anatomy oziroma Talenti v belem in pač kdorkoli se kadarkoli znajde v teh dvigalih, they're just gone fuck. Pač in ne glede na to, kdo tam stoji, se takoj začne seksati, ne? Kar je pač popolnoma nerealistično, ker daj ste bili na zadnjem dvigalu, it's not sexy, ponavadi pač se skozi ljudje noter, drugi, kar je awkward, razen če je to vaš kink, kar potem ne vam bo. Ponavadi so majhna, če ste v bolnici v večjih dvigalih smrdi tam noter, pa še tako, pač many questions about sex in an elevator. A sta oba dva človeka, daj sta se nazadnje stuširala? Koliko so face pobriti ljudje? Daj so si nazadnje zobe umili? A so se zmenili, da se jim bo to dogajalo? Kdo so fucking scenaristi, ki pišejo, da pač stojimo in potem pač takoj seksamo skozi najmanj 3 pare oblek? Mislim, serije dvigalo. Ja, sej to, ne, sej to. In v bistvu je to moj pač v teh romantičnih komedijah, granted, jaz jih ne gledam z izjemo samo 2, pa Grey's Anatomy, mi gre to na živce, da pač v bistvu, ali pa closet, v katerem pa takoj seksamo, na različni korneri bolnic, random sobe, pač vsaka situacija, v kateri se 2 lika znajdeta, seveda moški in ženska, ker halo, da ne bi slučajen 2 pač istospolna usmerjena partnerja, ker random ljudi dvigalo se malo negavlja, čeprav serije mogoče grejo malo v to smer, ne? Pač se znajdemo in takoj začnemo seksati, ker pač seveda pač kondomi niso vprašanje, vsi so na kontracepciji, lube tudi ne, predigra, kaj je to, tako pač no consideration. A se ti da, pač jaz me bi na mainstream, imaš tampon not, tako nič, nobenega pogovora. Samo na liftu omejena težava, po mojem filmu. Ja. Ampak valjda, da se ti da, Maja, zato pa nisi šel po štengah. Ja, se vem, ja. Zato grem jaz zmeram po štengah, because you know, sex in elevators just happen, ne. Tako da to je moj oseben bif za pač elevator sex. To. Ok, super. A imaš ta vidva kakšen oseben bif? Ok, jaz bi rekel enega, ki mi je všeč. Sicer tudi nisem Is it staircase sex? Ne, klišej, ki mi je všeč, pa nisem zdaj najbolj... Ni arhitekturin? Nimam najboljšega pregleda nad romantičnimi komedijami ali kakorkoli, ampak mi je pa všeč ta klišej, kjer se osvoji srce nasprotnega spola, kakorkoli.
Navadi je vedno to z glasbo. Z neko točko, z nekim zvočnikom nad glavo, z pevsko točko, kakorkoli. Naprimer, meni je v spominu ta iz 10 Things I Hate About You, tam je zelo, tam je všeč. In ne, če bi človek slikal. Ne, to je predobno. Ok, glasba, to je v redu. Igor? Ja ne vem, no, mislim pri meni so recimo meet-cuti zelo simpatični, ampak tukaj potem pride do prekritja z bifom, ki ga ima Ana Jurc, ne, da kadar je kak manic person, sploh če je of the pixie sort, so meet-cuti ful bolj fantastični in ful bolj zabavni, ne, ki grejo še bolj proč od realizma, bolj pač preostanek filma ne uspe držati ravni s tem. Jaz sem sicer opazil, da zadnje čase so vsi v romantičnih komedijah na smrt bolni, ne vem zakaj, kaj točno je to, neka fora, ampak eden od njiju je vedno na smrt boln. To mi je zdaj, vem, da je zdaj v filmu celo Florence Pugh igra v enem od teh filmov in ga bom pač pogledal, ker je pač Florence Pugh, ampak ne vem, če se ga veselim v resnici, ker mislim, a ni bilo zdaj teh filmov, je bilo nekaj časa kar zelo velik, posebej najstniki, da sta dva najstnika zaljubita in je eden pač umira za rakom ali kakorkoli že. To mi je mal čudno, drugače pa moj osebni bif, recimo bi bil pa bolj to, da dostkrat mislim, da ne znajo pokazati intelektualcev v romantičnih komedijah, kako pač se recimo intelektualci zaljubijo, kakšni so. Ne vem, zakaj se že smeji, ampak čak, da ti razložim človek. Medtem, ko bereš Delo z očali v ne vem kje. Skratka, ko berejo, ne, ko hočejo pokazati, da je nekdo inteligenten ali pa ne vem, da rad bere, pa ne vem kaj, vsi berejo, ne vem, Jane Austen ali pa ne vem, Joycea ali pa ne vem kaj, ker noben ne upa si drzniti pa brati kakšno novo knjigo, zato ker od producentov, režiserja noben ne ve, kaj je res dobra literatura. In to me to kar razjezi. Ima lahko lik knjigarno v svoji lasti, ampak ko bi prišli folk tja, pa sem, Jane Austen. Jane Austen je 300 let mrtva. Imamo še kakšno Sally Rooney, imamo še koga drugega. Skratka, kakšna taka stvar mi gre včasih na živce. Čeprav Jane Austen je odlična pisateljica, se strinjam in absolutno je tudi jasno, da romantična komedija se je hoče pokloniti tudi zaradi tega, ker je veliko romantičnih komedij napisala dejansko, ne? Oziroma romanov, po katerih snemajo romantične komedije. Ana Jurc, tvoj drugi kliše, ki ti gre na živce, ali pa ti imaš same, ki ti grejo na živce, mislim, da. Ja, valjda. Lepo te prosim. Pač splošna taka, to lahko več stvari po moje zajamamo v videz žensko filmu in sicer pa ženska ne glede na to, kako hot in privlačna in ne sme se zavedati tega, kako je privlačna, zato da pač je lahko šokirana in ganjena, ko je pač fant pove, da ni trol iz jame. Potem seveda ta cel makeover kliše, ko si je pač treba zravnati lase in da tudi očala dol in je oh my god, kdo je ta lepotica? In jasno, mene moti to, da imam občutek, da so scenaristi razmišljali, da če bi se ženska zavedla, da je hot, da potem bi pač avtomatično jo gledalec zbral kot arogantno, koki pač ne všečna. Tako da obena mora biti potem še štorasta ali pa raztresana ali pa stvari po tleh padajo. Oh my god, res. To pa pač jasno razhajanje v privlačnosti. Ne? Vedno je nek Jack Black, nek Seth Rogen, nek Adam Sandler, krasni ljudje. Ampak razumete? Razumete? Z Anne Hathaway, mislim. Ampak. In pač rada bi samo enkrat videla obratno situacijo, kjer to ne bi bil potem cel point zgodbe, bi samo to bilo, ampak no, še nisem. Ok, super. Ana Štorm, ti pa praviš, da imaš same take, ki so ti všeč, tako da to je dober balans. Dele. Mislim, odvisno, kako so narejeni. Lahko so tako ali drugače. V bistvu grem naprej od meet cute, ki se razvije potem seveda v ta naključna srečanja, oziroma of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Se pravi, kako se potem ta dva lika, ki sta se srčkano spoznala, konstantno srečujeta na newyorških ulicah, ponavadi v knjigarnah, na tržnici, ko kupujeta zelenjavo ali kozji sir ali karkoli že.
V bistvu je en cel film, ki je zgrajen okrog tega klišeja, to je Serendipity z Kate Beckinsale in John Cusack. In se mi zdi, da tako vsi si želimo, da bi se to dogajalo tudi v resničnem življenju, da takrat, ko ti je nekdo všeč, da bi ga seveda srečal, ko greš v trgovino ali ne vem, na kak koncert in seveda se to absolutno nikoli ne zgodi, ampak to je, se mi zdi, ultimativna fantazija na nek način. Pa mogoče se lahko dotaknemo še dvigal, ker dvigala so absolutno najbolj romantični kraji v romantičnih komedijah. Kot smo slišali. Hvala, Ana, za ta glas podpore. Ja. Cenim to. Drugače, jaz se skozi srečujem z onimi, ki jim sledim. Ampak temu se ne reče naključna srečanja. A ja, imaš prav. Jaz pol naredim, kaj je naključno. Temu se pa zdaj že reče velika romantična gesta. To je pa tudi. Ja, to je gremo že proti grozljivkam. Zgleda, ja. Maja? Mislim, jaz absolutno nisem upoštevala nobenih tvojih navodil in sem si izbrala sam en kliše, ampak bom zdaj, da bom ne bom rušila celega koncepta, ne bom šla takoj v svoje druge klišeje, ampak bom rekla, da hkrati mi je a mi gre tudi ful na živce, da so zelo velikokrat v komedijah, recimo, ženski liki, ki so najstnice, napisani najmanj, da so pač chain-smoking 35-letne intelektualke, ki imajo za sabo 2 detomora, 3 splave pa enega bivšega moža. Pač tak rich life experience, ki ga jaz pač tudi zdaj 39 več detomorov, 4 bivše može in chain-smokerka nimam. Tako, to me je fascinating, da nikoli ne more biti, oziroma zelo redko v teh komedijah so liki najstnice, so pač ali pa eni strani ful preveč otroci, ali pa ful preveč odrasle. Zelo redko imaš pa pač res situirano v neko pristno najstniško izkušnjo z izjemo Lady Bird, pa že Lady Bird je tako, why do you have the vocabulary that you have? Tako da to mi je hkrati nice, ker pač uživam v tem lepem scenariju, pa sem tako, nekdo je ful ponosen na se, da si je napisal ta klik. Hkrati mi gre pa na živce, ker pač ne verjamem, da je to realno živeta izkušnja najstnic. Ok, tukaj smo spet. Mito, kaj še ti? Ok, 2 imamo, ampak ne vem. Ne znaš jo razločiti. Eno je ljubezenski trikotniki, vedno boring as fuck, razen če dobro narediš. Ja. Rečemo, v Star Warsu je dolgočasen. Med bratom in sestro in unim ta tretjim. Ja. Ali pa v Fight Clubu, kjer je mogoče malo bolj zanimiv. To pa, noter bi šel ta mix vrgu Dež v romantičnih komedijah, to mi gre na živce. Ja. Jaz bi pa tu šol nismo prav zares omenjali. Učitelj začne nekaj govoriti, potem pa nenadoma eden pove eno stvar, pol pa je konc ure. In ta konc ure je vedno tako lahko najbolj zanimivo neki rad, ali pa ko bi nekdo mogel nekaj ključnega povedati, pol pa zvoni, Save by the bell, dobesedno. Tega ta prikaz, mislim, jaz sem nekaj zelo kratkih mesecev delal kot učitelj in nikoli ni bilo tako. Pa še poli ponovadi, ker se v petek dogaja, reče, there's a test in Monday, vedno tako je. Jaz imam enega, ki ni toliko z romantičnih komedij, ampak je zadnje čase z komedije pa ta fora, nekdo nekomu nekoga šimfa, jaz tebi Igor Mitota in seveda potem se zgodi, da Mito pride iz vogala in jaz rečem, a stoji za mano, ne? Ja. In ta mi gre malo živce, ker mislim, a ljudje ne znajo šimfati, ker to se nikoli ne dogaja v odprtih prostorih, ker zadaj nimaš kritega hrbta in veš, in tudi ne govoriš z nekim glasom iz, ne vem, človeka z rot, ampak pač šepetaš pa karkoli, ne pa da se dereš tako, da te sliši pol kuhne. In predajam besedo spet Ani Jurc. Ja, jaz sem malo zgubila štrik, ampak mislim, da samo sem ugotovila, da z Mitom ne bi mogla gledati romantičnih komedij, ker se pač ker imaš rada dež. Dež je najboljša stvar. Tako, 4 poroke in pogreb na konc. Dežuje, ne vem, nisem opazila. Ja, the good stuff. Medtem ko po drugi strani pa velike glasbene točke, zemlja odpri se, požari me. Ja, ne, mislim, prav spomnim se tisti film,
nekaj sta bila dva zelo podobna, Friends with Benefits, nekaj tajzga. V glavnem, ker Justin Timberlake, če ni dost hudo, da te Justin Timberlake preganja, že to je problem po mojem. In na koncu je naredil neko gromen za punco flash mob sred Grand Central ali pa Penn Station, kakorkoli. Iz druge roke mi je bilo tako neroden, da sem težko gledala, no, res. Mislim, nasplošno, mogoče jaz nisem ta prava za te filme, ampak ta velika romantična gesta meni povzroča zelo veliko cringe in tako, ne vem, velikrat je premisa samo utrujati je treba žensko, sam tako, že 3krat prej rekla ne, zdaj pa dost velika stvar, ne vem, stokajo, hod za njo, catfishajo v smislu you've got mail. Tom Hanks naredi celo veliko stvar in potem je ona ganjena, ko se pojavi v vrtu in reče, sem upala, da boš ti kaj? Jaz bi ko policijo klicala. Ok, Ana? Ja, jaz imam naslednjo te krasne rom-com montaže, montaža srečnega para, ko se zaljubi in potem gledamo vse, kar počnete v tej srečni novi ljubezni. Potem imamo včasih te žalostne montaže, ko se kaj zgodi, ko gre kaj zelo narobe in so pa ljudje žalostni in se sami sprehajajo po mestu. Ampak moja najljubša je montaža preoblačenja, ker seveda romantične komedije se mi zdi, kostumografi se imajo vedno ful dobro, ko delajo romantične komedije. Vedno je treba kaj finga obleči za zmenek, treba je probati 1001 res najgršo poročno obleko, tako da Pretty Woman, super primer, 27 Dresses, ena mojih absolutno najljubših montaž z oblekami, plus če se hočete naučiti vse o klišejih v romantičnih komedijah, je to edini film, ki ga morate pogledati, ker tam je pač čist vse. Seveda, mogoče ena najboljših montaž preoblačenja je pa tudi v filmu Butec in Butec. Super, hvala Ana. Maja, ti boš nekaj dodala za konc? Ja, absolutno. Ja? Bom dodala in sicer mogoče hrabro, a kontroverzno, je moj priljubljen klišej in stereotip in trop iz romantičnih komedij Stanley Tucci. Samo on? Samo on. Ja. Okay. Samo on. Mislim, da je bil samo v... Ne, bil je v enih 3-4. Ok, ampak basically skozi igra istega človeka, which is fine by me. In se mi zdi, da pač bi mogel začeti neko kampanjo, da bi Stanley Tucci igral sam še to, possibly mogoče, ker pač, in da bi tudi bil v filmu, kjer vse like igra on, pa so vsi on tudi tako, vsi so on. Tako. To bi bilo meni full nice, ker se mi zdi, da pač mu sploh ni treba igrati, to on živi, weirdly enough, because he's a straight man. Tako da Stanley Tucci. Okay. Pozitivno. Stanley Tucci. Imate vidva še kaj, Igor, še imaš ti kakšno za dodati? Ja, še več Stanley Tucci. Super, Stanley Tucci, bomo napisali peticijo. Ok, bomo preklopili kar hitro k grozljivkam še. Tukaj bom pa jaz začel, ker sem jih pogledal 39, da ne vem, že jaz si prištel. Hvala. Grozljivk, tiste, kar gre meni najbolj na živce, to smo se prej pogovarjali v zaodrju, je ta, da na koncu filma se izkaže, da so duhovi rabili smrtno žrtev, da so neki dosegli, ne vem, odprli vrata pekla, karkoli pač neki. Ampak pol kaj duh naredi? Duh ne ubije takoj nekoga, čeprav lahko premika, ne vem, omare, poka, premika celo, ne vem, tlor iz hiše, vse lahko dela, ampak ne, on najprej ubije mačko, vedno, ko pridejo v hišo strahov, ubere mačka ali pa pes. Potem zvečer pride in odejo malim dol z nog, pomika malih žgečka, pol vedno bolj premika predmete, enkrat je tam, pol je tam. Skratka, ful se stopnjuje. Jaz tega priznam, da ne razumem. Če moraš, če tvoj endgame, tega človeka moram fentati, zato da bom odprl vrata pekla, zakaj ves ta horor vmes? Dobesedno neskončno časa imaš. Ja, ampak ti ljudje se bojo izselili. Jaz bi takoj se izselil, mislim, nepremičnine, kot so drage v Ljubljani, ne moreš si še privoščiti duha zraven, res ne. No? Jaz mislim, da je to res too much. Nepremičnine, kot so drage, nas še nad enim duhom zmrdoval. Mislim... Ja, gled, če bi dodal k najemnini,
I guess, ja, ok. Skratka, to je ena taka stvar, ki mene res razburi, ker pač endgame duhov mora biti, da strašijo ljudi, ne da jih ubijajo. To je čist brez veze. Vidva, kaj je vajna najljubša, poleg mačke, ki smo jo videli v klipu? Mislim, najljubša, najbolj stvar, ki vam gre na živce. Subverzija tega klišeja, da se v bistvu nek monster ali morilec ali kakorkoli neka prikazan počasi giblje. Aha. Ampak subverzija tega je, da se počasi giblje, pa kar naenkrat zasuka in takoj skoči do tebe. Ker tega ne prenesem. Tako splazim doma po kavču, pa po deku, tako da I kinda like it, ampak kinda not. Ja, mislim, tale kliše, ki ga je vzpostavil pač slasherji z Final Girl, mislim, da je to ta kliše rahlo preživeti in mi je zanimivo, kadar filmi naredijo nekaj novega z tega, kot je bil Krik pred 100 leti, pa potem smo vseeno prišli do tega, da so vsi filmi delali po istem kopitu, do, ne vem, Koče, Cabin in the Woods, ki se je spet spomnil nekaj malo drugačnega, ne? Ampak mislim, da je to en trop, ki se mu iz nekih mitoloških in verskih razlogov vedno vračajo. Ja, jaz imam, lahko jaz pa pridemo do mene. Ja, vsi lahko kar nadaljuješ, Maja. Res, ok, pač moja, thanks, you're gonna learn today. Ker jaz nisem upoštevala Aljošovih navodil, sem v bistvu sam en trop iz grozljivk in to je Final Girl oziroma Purity Culture, ne? Ja. Final Girl je pogruntala Carol J. Clover, ki je analizirala filme iz 60-ih, 70-ih in 80-ih, ker do takrat se je Final Girl trope nekako obdržal. Vse vidve nimata Final Girl, ne? Odlično. Back me up here, girls. In sicer, kar se meni na Final Girl zdi zanimivo to, da je v bistvu to do potankosti skonstruirana predstava o tem, kako mora feminilnost za moške izgledati. Zato, ker je v bistvu Final Girl zmeraj idealistična podoba o tem, kako moški, patriarhat, trpi žensko seksualnost, ker je pač zelo ukalupljena v to, da je pač devica, moralno superiorna in čista nad vsemi ostalimi, dovolj inteligentna, ne preveč inteligentna in je to v bistvu nekako kulturno gledano takrat lahko reakcija na to, kaj se je dogajalo v ameriški kulturi in sicer je bilo v 60-ih, 70-ih, flower power generation, sexual freedom in tako naprej in je bilo treba pač seveda nezavedno na neki pač full načrtni ravni povedati, da kje pa se ima ženska vseglih, če želi preživeti v tej družbi za kje se mora gibati v pač zelo jasno začrtanem kontekstu. In zato v bistvu ubimo najprej vse sluc pa mrhe pa prostitutke in potem, ko ženska zasleduje tisti tip seksualnosti, ki ga patriarhat želi in hoče, takrat bo preživela. Ampak še to je res zanimivo, da v bistvu, kar je pač tisti patriarhat, ki ga nekako nikoli nočemo in ne želimo razumeti, da v bistvu patriarhat hoče imeti feminilno žensko, ampak hkrati ne mara žensk, pa ne mara feminilnosti, kar pomeni, da naredi v bistvu pač nek arhetipsko podobo ženske, ki je pa v bistvu v notranjosti moški, zato ker ji ne dovoli imeti nobene feminitete, ampak pač jo izraža prek teh nekih simbolnih moških stvari, kot naprimer, da recimo ne glede na to, da imamo veliko tropov Final Girla, jo kot v Psihotu mora rešiti moški na koncu, če se pa sama reši, pa definitivno z enim kurcem oziroma mačeto jo more. In v bistvu šele Wes Craven v Screamu začetek srede 90-ih pač samega sebe po mojem malo pogleda, ali pa mu je nekdo namignil, pa reče, oh fuck, what have we been doing? In pač načrtno Scream zastavi tako, da je v bistvu povoz vse te trope. In Scream se mi zdi dela v vseh teh filmih načrtno na tem, pa Cabin in the Woods tudi. Ampak vsi ostali se ne morejo opreti temu, da v bistvu še kar vedno znova pač zapakirajo pravila patriarhata v Final Girl. Ana je držala že mikrofon, povej. Ne, v bistvu en zelo dober film, ki pač zelo dobro dekonstruira ta trop, je Tarantinov Death Proof, kjer imaš v bistvu v prvem delu, kjer se ta trop pač izpelje tako, kot se ponavadi v večini filmov in potem v drugem delu, kjer pač se izpelje subverzivno. Potem je pa še en film, ki pa najbolj cinično se loti tega in to je Hostel 2, kjer Final Girl
dejansko preživi, zato ker potem pove, da je ona bolj bogata kot tisti, ki bi jo naj ubil, odkupi Game Masterja oziroma odkupi, da ona lahko pač kapitalizem basically zmaga, ker ima ona toliko keša, lahko ona ubije. No, super. To je bilo, money wins, not women. Celo predavanje od Šalabajzer, ki smo skratka dobili Final Girl. Ana Šturm, lahko ti nadaljuješ kar? Lahko, ker se mi zdi tak lep segway od Final Girl in sicer zdi se mi, da je najbolj strašljiva stvar v grozljivkah ponavadi zgubano telo stare ženske. To je en klišej, ki se mi zdi, da se zelo velikrat pojavlja, recimo v filmu It Follows pa The Shining. Seveda se je pa začel oziroma populariziral ga je pa Hitchcock s filmom Psiho. Super. Ana? Mislim, to ženske, specifično, ampak stari ljudje nasplošno. Shyamalan je naredil cel film, kako so stari ljudje grozni. En je bil tisti, ki sta bila fake dedek pa babica, kaj Visit, pa oni na plaži. Mislim, dobro. Kje sem bila? V glavnem, pač grozljivke so meni super zato, ker poleg nekih takih primarnih strahov pač odražajo tudi nek zeitgeist, česa se bojimo kot družba. Ne vem, so atomski poskusi, pa so kar naenkrat v grozljivkah radioaktivne Godzile. Pa se mal zve za ta Abu Ghraib pa te stvari, pa potem imamo torture porn grozljivke, to take stvari. No, ampak zdaj je pa tako dolgočasen trend in sicer naš strah pred tehnologijo, tehnoparanoja. Torej, internet je grozen in kaj če nas internet hoče ubiti, kaj če nas umetna inteligenca hoče ubiti, kaj če nas laptop hoče ubiti. In pač niti nimam primerov, ker je toliko teh filmov, ker ne vem, pa eni delajo seanso prek Skypa, pa je tam not morilc. Ali pa prek Zooma. Mislim, zelo velik verzij tega filma je že bilo, pa se mi zdi, da to malo zahajamo v ta žanr old man yelling at clouds. V smislu, da je to takoj zastarelo, da v smislu pač internet nas ubija s tem, da pač 20 ur scrollamo in pač nimamo nobene pozornosti več, sam to ni full filmično, ampak tako dvomim, da me eksplicitno umetna inteligenca poskuša ubiti, a ne pa sam dolg čas to gledati. Mislim, seveda, če se tega loti nekdo, ki ima nekaj zapovedati, razen tega, da te AI nas bo ubil, kot recimo Cronenberg z Existence, pol je lahko pa ful zabavno in gledljivo. Ko smo tudi pri starcih, pa pri teh tudi ženske z dolgimi lasmi, vsi duhovi, jaz ne vem, te ženske, ki umrejo, nobena nima kratke pričeske, to je res neverjetno, pa vse so v spalnih srajcah. To je mene vedno. Sicer, seveda, to spet izhaja iz japonske tradicije, ker imajo pač ta duh, ki je pač te sorte, ampak zdaj so to ameriški filmi čisto prevzeli in zdaj res več nimaš drugega, ker sem to dolge čupe in ne vidiš obraza in ko vidiš obraz je ali star ali pa je nekaj narobe z njim. Tole pa mene je ful gre na živce zadnje, to je pa od Jamesa Vana naprej, vsi to delajo, neznana sila, ki nekoga pograbi na tleh za noge in ga potegne v nek drug prostor in še vrata se zelo putnejo za njim iz nekega razloga, skratka, ker grozna sila noče da vidiš, kaj se onemu zgodi. Mislim, zakaj? Zakaj bi tudi grozna sila hoče, da ti vidiš, kaj se onemu zgodi? Ker glej, to se bo zgodilo tebi, če ne boš priden. To se mi tudi zdi taka reč. Mito? Igor? Mito? En tak trop, če je tak bolj, gremo malo bolj basic stvari, ogledala. Nekdo je v kopalnici, vidi sebe v ogledalo, odpre omarco, da vzame ven tablete, odstranjevalec ličil, karkoli, in ko zapre, od zadaj nekaj pošasti. Mislim, ampak prav tako, ko gledaš, veš, da bo, trzneš. Pa je tak. Jaz ne trznem sicer, ampak okay. Ko pa sebe vidim v špeglu, pa ja. To pa zmeraj trznem. Jaz bi tudi enega splošnega dal mix noter, pa dal potem še en primer subverzije. Torej, morilec vedno umre dvakrat. Zdaj ne vem, kdo je prvi začel s tem, ampak imaš primer torej Jasona pa Michael Myers in tako naprej, ampak najbolj mi je pa všeč v Screamu, to prvemu, ker se v bistvu pročaj, ne vem, kak je ime, no se sta dva, no. Pardon, spoiler, ampak... Skratka, ko je morilec že na tleh, prestreljen,
Pol pa še pride tale nerdi videogig, ki pa prav še pove, zdaj pa pride tisti trenutek, ko morilec še enkrat skoči gor in seveda skoči gor in skoči proti pištoli, na kar ga ustreli. Tu pa še potem presekano z enim klišejem iz akcijskih ali pa komedij, Gilligan's Cut, kjer nek lik pove nekaj, pol pa se v bistvu zgodi točno tisto ali pa ravno obratno. Okay. Gremo naprej spet. Ana, začnemo tokrat spet pri tebi. Okay, ena kratka. Okay. Nejeverni mož. Pač, ne vem, mislim, da Insidious to dela tako. Pač, pa dobro, a sem nora, sem neuravnovešena, če ti povem, da se nekaj dogaja, beč, zakaj, ne vem, lahko bi kri dol po stenah tekla, ne, verjetno mora vas samo malarja poklicati, vse je v redu. Mislim, tako, do res gre delač to, no. Ali pa obstaja pa seveda tudi obraten kliše, da ga pa premalo, razumeš, pa nekdo reče samo eno stvar, poje pa je tako, fuck, duhovi, I'm out of here. Mislim, ne vem. Ja. Ana? Tudi mogoče eno kratko, Creepy Clowns. Okay, ja. Torej, verjetno, mislim, meni je totalno traumatiziral It, ko sem ga gledala, pač, ko sem bila čist premehna serija It, originalni Pennywise, čeprav nič me ni toliko freakoutal kot tista kri, ki preteče iz umivalnika. Zdi se mi, da je to v bistvu en tak lik, ki nima zares nobenega dobrega filma. Sicer Joker je nek creepy clown lik, ampak v bistvu je to lik, ki je populariziral v resnici ta trop, ampak se mi zdi, da ga na nek način kar malo ločujemo. No? Ampak ne vem, imam problem mogoče samo masko, z nečem, mislim, filmi s klovni zame res absolutno ne delujejo in nisem še gledala nobenega dobrega filma pač z zlobnim klovnom. Maja, imaš še ti kaj dodati? Killer Clowns from Outer Space. Mislim, da ga na Amazonu najdeš. Zveni bolj kot znanstvena fantastika. Ja, jaz sem tako kmito bolj ne za grozljivke, tako da jaz se A vsega bojim, B vse je scary. Ampak ekstra scary pa will not do it so pa small dead children, ki stojijo in ali se plazijo, ampak pač small and dead. They're suspicious as fuck, tako da pač neki narobe z njimi, pa zmeram so po takih kotih, ali pa živijo v zidovih, ali pa I don't know what's going on, pač ne. Ja, meni v vseh filmih pravzaprav ne rabi biti grozljivka, tako sem tako, Ja, še ena stvar je to, kar je Ana prepovedala, sicer starejše grozljivke so seveda s tem tudi kazale pač na to, kako ženskam nihče ne verjame in ne vem kaj, ampak to je zdaj postal ta kliše. Še ena stvar je, ki meni gre glavno na živce, ko lik hoče nekemu liku nekaj povedati in v grozljivkah je to zelo pogost, čeprav najbolj perverzen primer tega je Superman vs. Batman, ali Batman vs. Superman, kakorkoli že, ker mu on tako, nekaj ti moram povedati, pa se lomita, pa ga on to, čakaj, res moram ti nekaj povedati. Čakaj, nekaj ti moram povedati. Namesto da bi povedal, ker ne vem, ti stavek je, mi dva sva frenda, drugače. Je sam to, ampak ne, on ga mora ves čas pa kliče ga po imenu, čakaj, stoj, nekaj ti moram povedati. Jebem ti mater, povej mu, no. Če mu imaš kaj zapovedati, zaderi se to za njim, če se lahko dereš za njim nekaj ti imam zapovedati, mu lahko to tudi poveš. Ni treba eseja na 4 straneh pa interpretacij, sem reč mu, ne vem, duhovi so ali kaj, jaz ne vem. No. Je pa ni suspenza, no. Ta suspens res, ubija me. Igor, nekaj si hotel povedati o Batmanu, I guess, ker pač ne moreš biti tiho, če omenim Batmana. Ne? Ja, Marta, ja, no to, ja. Še kakšen kliše iz grozljivke, ki vam gre strašno na živce? Jaz zgubim vso koncentracijo, ko je, mislim, to ste mi spoilerali s tem prej, ampak ko je kakšen maček. Pač razumem, da je maček mišljen samo kot mini jumpscare, v smislu, preden se zgodi velik jumpscare ali pa na mestu velikega jumpscare, ampak pač jaz začnem pol fiksirati na to, iz kje je ta maček prišel, a tam živi, a je vse v redu z njim. No, mislim, preveč potem energije mačko posvetim. Trenutno gledam serijo, kaj je Disclaimer, kar sicer ni horror, ampak ta horror na Apple. In pač, ko sploh ne moram gledati vsebine, ko v vsakem prizoru je maček in je ful dobro zdresiran in skozi tam okrog hod in je preveč energije. Tist maček je res hod, ja. Ok, maček, Ana? Ja, mogoče en tak zabaven mi je tudi, kam bomo skrili truplo. Še posebej, če smo ravno nekoga umorili v hiši in na vrata potrka policist
in seveda truplo zavijemo v preprogo in ga skrijemo za kavč in to tako, da mu ven gledajo noge ali pa glava in seveda policist tega absolutno ne bo opazil. Ja, normalno ne. Sej kavč preveč lepke usnjen, pa pol je še maček. Maja, še imaš ti kaj? Mislim, zares ne, ampak bom zdaj si vzela te 3 minute, pa bom imela spet en monolog. In sicer, ko sem se pripravljala na tale podcast, sem mislila, da se bom mogla bojevati z velikimi in znanimi mislici in mislikami. In sem se ful pripravljala and I girl bossed too close to the sun, ker sem vmes prebrala tudi tale članek, ki vam ga želim prebrati, ker želim, da slišite, kaj sem jaz zbrala. Okay. The worst fate, male rape as masculinity epidexis in James Dixney Deliverance and the American Prison Narrative. Tako da zdaj bo naslednji 2 minute zelo pestro za vas vse. Ampak ne bom govorila o male rape, ampak ko sem se ukvarjala s tem, kakšni klišeji v grozljivkah in akcijskih filmih obstajajo, sem prišla pač seveda do nasilja in kakšno nasilje doživljajo različni liki v različnih filmih. In je meni zelo vedno prisotno to, da moški liki doživljajo različno nasilje oziroma drugačne nasilje od ženskih likov, pa pač zares nisem znala postaviti prsta točno v čem je razlika in sicer kot spoilers pa pač v bistvu tudi nepresenetljivo, ženske zmeraj doživljajo seksualizirano nasilje, moški nikoli ne doživljajo seksualizirano nasilje, ne? In potem sem se začela spraševati, daj moški doživljajo seksualizirano nasilje, koliko je tega v filmih, hence the article, spoiler alert je nekaj, pa pač vedno nekaj groznega pomeni, pa tudi tukaj je moško spolno nasilje prikazano vedno off-screen, ne doživljamo 25-minutnega prizora posilstva ženske. In še takrat je posilstvo tretirano zelo drugače kot pri female rape, ker female rape je zmeram pol, bomo to izkoristili za character development of a female fucking character. Ker seveda Bog ne daj, da ženska sama po sebi je, ne vem, vengeful ali pa pač maščevalna bitch ali pa pač odločena, da bo naredila nekaj svojega. Ne, nekaj traumatično se ji ga mora zgoditi v življenju. Medtem ko male violence oziroma male sexual violence je pa zmeram pač prikazano kot nekaj, kar pravi moški, je tok klen in moški v sebi, da on bo to preživel. In v bistvu sem potem začela premišljati o tem, kako pa je tudi moško nasilje ful problematično v različnih žanrih, zato ker ste pač po domač povedan moški v filmih zmeran kanon footer. Morate umreti, umirate z veseljem in vedno jemljajo to vsi liki kot nekaj samoumevnega, da nasilje se tala, nasilje se prejme in v bistvu nasilje med moškimi nikoli nič ne pomeni, nima nobenega v bistvu efekta razen pač za zabavo. Kar se mi zdi grozen klišej in stereotip in nimam šale v bistvu na koncu. V bistvu imam underpin celega tega podcasta, ki sicer je pač bil zelo tak zabaven in klišeji in stereotipi in tropi, nam itak služijo za to, da znamo brati filme na eni višji ravni kot sam na gibljive sličice, ne? Ampak v bistvu koliko pomembno je, da se zavedemo in znamo brati te klišeje in stereotipe, zato ker niso prišli iz vakuma ali pa kar iz nekje, ampak so pač temeljijo na eni družbeni osnovi. In jih ne bi znali brati, če se na enem nivoju ne bi zavedali tega, kaj nam abstrahirano govorijo. Tako da od vseh meet-cutih in ne vem, ljudeh, ki so mačke, jih ustrašijo in tako naprej, is all fine and well. Jaz bi si pa želela, da se premaknemo stran od tega klišejskega poustvarjanja trenutnih obstoječih družbenih norm v filmih. A si lahko zamišljamo mogoče planet, na katerem rastejo fucking žimnice, pa ne vem, mikrofoni in plišasti medvedki, ne moramo si pa zamišljati družbe, v katerem ni seksualiziranega nasilja nad ženskam. Hvala, prosim, hitro eno šalo nekdo. For God's sake, eno šalo zdaj.
Ja, ko smo pri seksualiziranem nasilju. Hvala, da ste poslušali tale podcast. Moj bog. Ne, nisem se hotel šaliti. Hvala, Maja, super je bilo tole. Hvala tudi vsem trim gostom. Ana, Juric, ti tako gledaš, da še hočeš nekaj reči? Ne, samo hotla si še nekaj pošaliti z mene, pa ti ne bom pustil. Hvala tudi dvema filmskima kritičarkama in šalabajzerki. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli. Poslušali ste 200. epizodo podcasta, ki sliši na Mail Bot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili, zdaj pa moram jaz razbrozlati svojo pisavo, Boštjan, tudi jaz imam IMDb Gorenc. Prosim, aplauz. Mojca obramboslovka Gorenc. Ja. Anže, wow, Steven Seagal je umrl. Tomič? Ja, ne. Ana, to se ne dogaja v resničnem življenju. Šturm. Maja, osebni bif z dvigali Peharc. Ana, jaz bi policijo klicala Jurc. Mito, izpustil sem te Gegič. Igor, pesek, Dune, Harp. In Aljoša, to je bila roast epizoda Harlamov. Meni ni treba ploskati. Tole epizodo smo posneli v Kinu Bežigrad, našem uradnem in neuradnem štabu, ki nas gosti že 6 let. Posneli smo jo pred živim občinstvom, ki je povsem klišejsko preživelo snemanje. Občinstvo ste preživeli. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljate, delite in všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam dajte tudi kakšno ceno. Priporočite ga v poslušanje vašim staršem, ko vas vprašajo, kdaj bodo končno dobili vnuke. In če ste bili z nami vse kakšno od 200 dosedanjih epizod, hvala vam. Podcast najdete na Twitterju, Facebooku, Instagramu in Discordu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru, na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in jedrski energiji. To je bila že 200. epizoda, druga redna epizoda 7. sezone. Se poslušamo spet čez 2 tedna. Hvala vam, ker ste nam naklonili svojo pozornost, in občinstvo, najlepša hvala predvsem vam, da ste prišli danes, da ste bili tukaj, da ste se celo smejali Anžetovim foram in da ste preživeli to večer z nami. Hvala, da ste prišli. Uživite še naprej, pa imejte zelo lep večer.